Drage gledalke, spoštovani gledalci, dober večer. Sem Bojan Požar, vi pa gledate oddajo VV Faktor. In kot že veste, resnica boli, komentarji še bolj. Pa ni vseeno, kdo kaj reče. Maja Makovec Benčič, ministrica za šolstvo in kandidatka za predsednico države, ki je hkrati še vedno zaposlena na ljubljanski ekonomski fakulteti ter ves čas v stalni pripravljenosti, je za svojo volilno kampanjo že pred nekaj dnevi porabila več kot 100.000 evrov. Pravijo, da postaja najdražja predsedniška kandidatka vseh časov, glede na finančni vložek in pričakovani donos volilnih glasov. Kljub tako velikemu znesku je kandidatka SMC svoje velike volilne plakate, imenovane jumboti, ki so preplavili Slovenijo, natisnila v barvah stranke SDS. Pomotoma, namerno, vse je mogoče, vsekakor pa bizarno. Danes bomo za vas komentirali nenadno kandidaturo pravosodnega ministra Gorana Klemenčiča na funkcijo komisarja za človekove pravice pri Svetu Evrope. Potem zadnje ankete javnega mnenja pred nedeljskimi volitvami predsednika republike. Na koncu oddaje pa odletimo v London na BBC-ovsko verzijo oddaje Zvezde plešejo, imenovano Strictly Come Dancing, kjer pleše slovenska Ukrajinka Nadja Bičkova. Danes sta z menoj naša stalna komentatorja, strokovnjak za politični marketing Sebastian Jeretič in ekonomist Bernard Brščič. Sebastian, Bernard, lepo pozdravljena. Dober večer. Gremo torej k kandidaturi Gorana Klemenčiča za komisarja za človekove pravice pri Svetu Evrope. Zdaj, to je funkcija, ki pri nas ni bog ve kako znana, ne gre to za komisarja, evropskega komisarja ali kakšnega člana Evropske komisije. Ampak zanimivo, za uvod bi rekel samo to, da že nekaj časa se je govorilo, da Goran Klemenčič kandidira za eno od funkcij v Evropi, in spet se je pokazalo, da kadar so neke govorice, ponavadi se je temu res na koncu tako. Ampak vse me zanima, ali vaju je ta kandidatura presenetila? Kdo bo začel? Sebastian? Pa tako, zdaj, odkar lahko spremljamo gospoda Klemenčiča v javnosti oziroma politiki, ni še nobene zadeve pripeljal do konca, ne? Tako da mogoče tudi zaradi tega ni bilo tako presenečenje, še posebej ob govoricah, ki si jih omenil. Lahko smo pa krivični, lahko da odhaja iz funkcij prej, zato ker je pokončen, ustrajen v svojih načelih in ko vidi, da razmerje moči temu ne ustrezajo, gre. Glede na njegov dosedanji karierni opus, tej teze ne bi ravno kupil. Njega so režimski mediji naredili za velikega heroja. Jaz imam precej drugačno mnenje. Jaz mislim, da je velik škodljivec za slovensko politiko in slovensko družbo. Tisto njegovo izmišljeno poročilo protikorupcijske komisije o Janši in Jankoviću, ki ga je sicer sodišče kasneje odpravilo, je povzročilo pravo kataklizmo. In takrat je z pompoznostjo nastopa ob tistem poročilu novinarje prepričal, verjetno so bili novinarji preveč leni, da bi tisto poročilo sploh prebrali. Ampak ti, Sebastian, govoriš o izmišljenem poročilu, ampak zdaj, če malo osvežimo spomin, ko je Goran Klemenčič nastopil takrat, takrat je bil pač predsednik Komisije za preprečevanje korupcije, je rekel ti svoj znameniti stavek, mislim, numbers talk, bullshit walks, se spomniš, ne? Ti pa zdaj govoriš o izmišljenem poročilu. Torej, jaz sem šel kasneje prebrati tisto poročilo, nisem ga takoj prebral, ampak ker so se medijske objave tako močno vrstile in ker je zaradi nepremišljenosti ali kakega drugega osebnega razloga gospod Virant takrat zrušil tisto vlado, sem ga šel prebrati. In tam na 22 straneh je bila dejansko bolj kot ne neka clipping analiza raznih stvari, ki so se vrtele po medijih. Ni bilo enega samega argumenta, dejstva, dokaza, ki bi podkrepil tisto njegovo pompoznost takrat. S tisto potezo je zrušil vlado in hkrati obglavil opozicijo, ker je istočasno udaril po predsedniku vlade in po zmagovalcu tistih volitev. To je Zoranu Jankoviću, ne? Tako, in je sledila ena globoka politična kriza po tistem dejanju. A zdaj, recimo, lahko se prečujem, Bernard, ampak se lahko seveda komot zravno vključiš, si vabljen v debato, ampak če zdaj pogledamo nazaj, recimo, to situacijo, Sebastian, Bernard, a mislite, da je šlo za, mislim, lahko zdaj rečemo, tega ne moremo reči, da je šlo za neko dogovorjeno politično operacijo, katere del je bil pač Goran Klemenčič, recimo? Šlo je za mehki državni udar, sestavljen iz dveh elementov, in sicer lažnega poročila KPK. Dejansko je šlo za popoln konstrukt, tako v pravnem kot ekonomskem smislu. Vsak, ki je prebral to poročilo, takih idiotizmov ekonomskih, kot jih najdeš v tem poročilu, od tega, da je kvadratni meter prvovrstnega zemljišča v Trenti bil ocenjen na 0,78 evra, do
tega, da je gospodu Janši bilo onemogočeno dati ugovor. Skratka, sam sem prepričan, da je šlo ne samo za poizkus diskvalifikacije političnih nasprotnikov gospoda Klemenčiča, ampak čisto politično likvidacijo. Na koncu se je izkazalo, da je to poročilo pravno nično, da je popoln konstrukt in dejansko, če pogledaš, kakšni so dosežki gospoda Klemenčiča od državnega sekretarstva na Ministrstvu za notranje zadeve, kjer je bil upleten v najem stavbe MPU-ja, katastrofa, pobegnil. Potem poročilo KPK po opravljeni likvidaciji pobegnil, odstopil in sedaj v maniri podgan, ki zapuščajo potapljajočo ladjo, si je gospod umislil zelo donosno sinekuro v Štrasburu, reda velikosti 20.000 evrov in prepričan sem, da bi mu zelo seveda godilo, če bi mu uspelo zamenjati položaj 3.000 evrov za 20.000 evrov. To bi vprašal, a je zdaj mogoče vama kaj že bolj jasno, no, pa je sploh že bolj jasno, zakaj je pravzaprav takrat celotna, ne samo Goran Klemenčič, celotna komisija za preprečevanje korupcije odstopila nenadoma. Takrat, ko bi pravzaprav mogli šele začeti, kako bi rekel, delati, ne? Možno je, da so opravili svoje delo. Torej, kot je omenil Bernard, to so bile predvsem politične likvidacije. Jaz sem videl to tudi na drugem primeru, ko so našega župana Borisa Popoviča klicali na neko veliko zaslišanje, čeprav je davčna prečesala celo družino in je bilo vse okej. In ko je prišel na zaslišanje, so ga čakali vsi slovenski mediji. Edina točka zaslišanja je bila 2 fotografije avtomobila, ker so hoteli prikazati, da je zatajil nakup enega avtomobila, in ko jim je potem povedal, da je na obeh fotografijah isti avto, da so samo lučke zamenjali, ker je prišel nov model, pol je Sherlock Holmesom padla vsa zadeva v vodo. Ampak samo zaradi tega so ga klicali na izredno zaslišanje, vspodaj pa seveda vsi slovenski mediji. Tako da jaz mislim, da je dejansko bila to bolj neka PR agencija za politične likvidacije, kot pa neka organizacija, ki bi imela resen namen v boju proti korupciji. Če pogledaš hude obtožbe, ampak če pogledaš Bojan njegovo vlogo pri aferi afer v zadnjem desetletju, to je pranju iranskega denarja, kjer je opustil dolžno ravnanje in ni spisal kazenske ovadbe, ti bo potem jasno, da potem, ko je opravil svoje, se pravi, prikrival korupcijo, se šel nekega velikega moralizatorja, pri čemer je pa osebnostno ena najbolj moralno izprijenih ljudi, to lahko tudi iz lastnih izkušenj povem, človek, ki deluje protizakonito, človek, ki deluje protiustavno, človek, ki sistematično krši človekove pravice, naj bi zdaj urbi et orbi v Evropi bil zadolžen za varstvo človekovih pravic. Pa to je možno samo v Sloveniji. Človeka, ki je osebnostno dezintegriran, ki je podal, pošiljati na takšno funkcijo, mislim, da k sreči, ko bo... No, zdaj, samo da te za hip prekinem, Cerarjeva vlada, včeraj, ki je pač potrdila kandidaturo gospoda Klemenčiča za to funkcijo, je pač ocenila, da ima vso potrebno moralno avtoriteto za upravljanje te funkcije. Lahko ti iz lastnih izkušenj povem, da ta človek nima nikakršne integritete, da gre za moralnega pokvarjenca prvega reda, ki krši človekove pravice, ki krši, odreka ljudem svobodo govora, pri tem zlorablja svojo funkcijo takrat predsednika protikorupcijske komisije, ovajal celo vrsto intelektualcev za kršitev navideznega tako imenovanega člena leze majesté, se pravi žalitve institucije. Tak človek preprosto Bojan ne more opravljati takšne funkcije. In tudi ne nazadnje, če pogledaš, kakšni so njegovi rezultati po 3-letnem delovanju kot ministra za pravosodje, pravna država je v Sloveniji na psu.
slabše razmere ne bi mogli biti, če ravno dajemo za pravosodje kar 92 evrov na prebivalca, tako rekoč enkrat več, kot je povprečje Evropske unije, so rezultati pravne države katastrofa. Kako pa recimo ocenjujete, bom rekel, to nenavadno, kako bi rekel, lastnost, recimo. Značilno za gospoda Klemenčiča je to je danes tudi odmevalo po družbenih omrežjih, po oznanitvi te kandidature, je pač ta, da nikoli ne konča neke funkcije do konca mandata. Bil je namestnik sekretarke za notranje zadeve Katarine Kresal, pa je odstopil. Bil je predsednik KPK, pa je odstopil. Vmes je odstopil tudi z ene sicer ne tako znanih funkcij v OECD-ju, no in zdaj pravzaprav najverjetneje, če bo izvoljen, seveda zapušča Cerarjevo vlado. A je to, je to nek sistem, ali je to nek značajska lastnost, ali kaj je to? Ti predčasni odhodi. Jaz bi rekel, da je to predvsem karakterna lastnost. Ja. Kot sem rekel, mogoče mu delamo krivico, torej jaz ga osebno ne poznam, verjamem, torej zaupam Bernardovi oceni, ampak to je značajska lastnost, ki kaže tudi neko politično nezrelost v končni fazi. Ne? Zdaj me pa zanima, ker imamo še par minut samo, pa se bo dve vprašanji bi še razčistil. Prvo vprašanje je to, na nek način je bil vendarle gospod Klemenčič, ko je prihajal v vlado, je veljal za nekega političnega prvokategornika, poleg bivšega finančnega ministra Dušana Mramorja. Zdaj Dušan Mramor je to vlado že zapustil, v takšnih in drugačnih okoliščinah. Zdaj očitno, pa zelo verjetno odhaja tudi Goran Klemenčič. Vmes se slišimo, da naj bi državni sekretar za infrastrukturo Jure Leben tudi odšel za predsednika uprave Luke Koper. Kaj to pomeni, da je trend prvokategornikov je zdaj odhajanje, ali kako? Oziroma ta vlada zdaj razpada, ali kako vse ta Cerarjev del? No, mislim, kot je rekel Bernard, rezultati njegovega dela so izjemno slabi. Zadnjič raziskava pokazala, samo 16% ljudi sploh zaupa slovenskemu pravosodju in zaupanje v pravosodje je politična naloga vlade. Tu ne more valiti krivdo recimo na samostojnost sodišč. Bil je prikazan kot prvokategornik, ampak mislim, da se je skozi ta mandat pokazalo, da ni prvokategornik, če njegovi zakonski predlogi ne grejo niti skozi koalicijo. Tako da, če smo že pri tem, je mogoče prvokategornica prej notranja pa zdravstvena ministrica, ki imajo brezpogojno podporo predsednika vlade, njemu pa ni uspevalo. Zakaj pa potem njemu to ni uspevalo? Mislim, zakaj je bil predstavljen kot prvokategornik in mu potem to ni uspevalo? Verjetno zaradi tega, ker je večina ministrov so bili navadni anonimusi. On je bil eden redkih, ki je imel nek medijski ugled, kot sem rekel, bil je medijsko skonstruiran zaradi tiste pompoznosti, ki si jo tudi ti izpostavil, in vlada seveda ni mogla reči, da prihaja z ljudmi brez kakršnih koli kompetenc in nekega političnega ugleda, in v SMC-jevi ekipi razen njega in Mramorja takih ljudi, ki bi jih javnost prepoznala kot prve kategornike, ni bilo. Prvokategorništvo, Bojan, mu je bilo prepisano izključno zaradi teh zaslug za zrušenje druge Janševe vlade. To je bilo neke vrste umetno, kako bi rekla, umetno prvokategorništvo. Konstruiran strani medijev, sam nikoli nisem imel dobrega mnenja o njem, zaradi tega, ker preprosto dosežkov kot državnega sekretarja in kot takrat predsednika KPK-ja ni bilo. Slovenija je skorumpirana država, Slovenija ostaja dežela, kjer vladata vladavina treh K-jev, klientelizma, kriminala in korupcije. In če pogledaš, kaj se je zgodilo s takratnim senatom KPK-ja, je ravno usoda teh KPK-jnikov potrdilo, da je Slovenija globoko skorumpirana država. Mislim, usoda njihove službe potem, ko so odšli iz KPK-ja, to hočeš reči, ne? To hočem povedati, ja. Zdaj, želel sem pravzaprav še vajino mnenje o tem, kakšne so pravzaprav možnosti gospoda Klemenčiča, da sploh postane komisar za človekove pravice, glede na to, da je postopek izvolitve v Svetu Evrope podoben ali pa identičen postopku izvolitve Evropskega sodnika za človekove pravice v Strasbourgu. Tam, kjer je pač
je podpredsednica Vrhovnega sodišča v Sloveniji Nina Beteto na glasovanju gladko propadla. Ampak, ker imamo zdaj samo minuto časa, me zanima vajno mnenje skozi to luč, pa lahko, da bomo tako še enkrat daj kasneje imeli to temo, pa jo bomo verjetno imeli. Ali menite, da bo v tem kontekstu Goranu Klemenčiču uspelo, da bo izvoljen ali ne? Ker slišim, da bodo 3 kandidati. Toliko mu bo uspelo kot Alenki Bratušek in Danilu Tirku. Se pa ne bomo uspeli, Sebastian? Ne. Težko rečem, ker jaz ne poznam razmer. Zdaj, jaz sem sicer, moja diplomska naloga je Samo bila še par sistem za sekund ima implementacijo Sebastian, ja? človekovih pravic, ampak to je bilo pred več kot 20 leti, ne? Tako da ne poznam res današnjih razmer, da bi lahko. Dobro, jaz mislim, da bomo o tem, ali bo gospodu Klemenčiču uspelo ali ne, bomo imeli še kdaj kasneje kakšno temo. Zdaj gremo pa na oglase in po oglasih se vrnemo na volilne trende pred nedeljskimi volitvami predsednika republike.